Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani gospod predsednik, visoki gostje, spoštovane predvsem moje gasilke in gasilci in pa seveda vsi pripadniki ostalih reševalnih služb, zaščite, reševanja in pomoči, da jih ne naštevam, da koga ne izpustim. Hvala predsedniku, ki mi je na tem njegovem dogodku dal možnost, da se vam vsem, ki ste sodelovali pri gašenju največjega požara v naši zgodovini, še enkrat iskreno zahvalim in vas seveda z veseljem pozdravljam. Z vidika operativnega dela sistema varstva pred nesrečami naj poudarim seveda, da je ključnega pomena dobra pripravljenost, kar zajema organiziranost, opremljenost in pa seveda usposobljenost vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, kot tudi organizacijskih struktur. Ob velikih požarih v letošnjem letu, spomnimo se Potoške gore v mesecu marcu, Krasa v juliju, Socerba v avgustu, je bilo potrebno 3-krat aktivirati državni načrt zaščite in reševanja o požaru v naravnem okolju. Potek samih požarov in situacija oziroma ocena situacij vodij intervencij in posredno tudi poveljstva Gasilske zveze je zahtevala pomoč gasilcem pri gašenju iz zraka, prav tako pa je bila izkazana potreba po aktiviranju gasilcev iz drugih regij ter aktiviranje drugih enot zaščite, reševanja in pomoči, zlasti ob najobsežnejšem požaru na Krasu. V operativni aktivnosti pri gašenju požara je bilo potrebno vključiti tudi Slovensko vojsko in policijo s svojimi kadrovskimi in logističnimi tehničnimi zmogljivostmi, gozdarje, ekipe prve pomoči Rdečega križa in pa seveda vse druge prostovoljce na nivoju občin in širše, ki so na območju Krasa pomagali uspešno pogasiti požar po 17 dni trajajoči intervenciji. Ni potrebno posebno poudarjati, kako zahtevna, nevarna, psihično in fizično utrujajoča je bila intervencija ob velikem požaru, ki je prizadel Goriški Kras, zlasti za operativne gasilce na terenu, v težkih, ponavadi popolni zaščitni gasilski opremi, ko so dnevne temperature krepko presegale 30 stopinj Celzija. Spreminjajočih se vetrovih, ob neposredni nevarnosti neeksplodiranih ubojnih sredstvih in pa seveda večkratni grožnji, da bo požar zajel in se razširil v naselja. Zaradi navedenega seveda so bistvena pomena tudi tuje enote, ki lahko priskočijo na pomoč, ko so seveda drugi viri izčrpani ali pa seveda s tehničnimi zmogljivostmi, ki jih nimamo na razpolago. Veseli smo bili pomoči tujih zračnih sil iz 8 držav, ki so se vključile v pomoč pri gašenju požara na Krasu ali preko mehanizma civilne zaščite Evropske unije ali pa tudi v nekaterih primerih preko Slovenske vojske oziroma NATO. Vsi veliki požari v naravnem okolju v letošnjem letu so predstavljali dobro učno okolje in priložnost za izboljšanje tako tehničnih postopkov kot koordinacije in interoperabilnosti. Zlasti intervencija na Krasu je zaradi dinamičnih razmer, spomnite se spreminjanja vremenske situacije, vetrov, zahtevala hitre odločitve, pri čemer je bila potrebna tudi velika improvizacija. Jutri bo v Sežani opravljena analiza z pregledom pridobljenih izkušenj, ki bodo podlaga za izboljšanje postopkov, zlasti pa za izboljšanje opreme in tehnike za gašenje tako obsežnih požarov. Pri tem mislim tudi na določene nabave zračnih plovil in pa drugih sredstev in pa seveda usposobitev ustreznega kadra za njegovo upravljanje. Ob gašenju požarov tako na nacionalni, če bo potrebno pa tudi na evropski ravni. Spoštovani gospod predsednik, se opravičujem, kljub že večkrat izraženi zahvali, se še enkrat zahvaljujem vsem pripadnikom prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot, drugim pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, pripadnikom Slovenske vojske in policije, gozdarjem, prostovoljcem in drugim sodelujočim v intervenciji na Krasu. Zahvaljujem pa se tudi predsedniku Republike, gospodu Pahorju, ki je s svojim posebnim čutom ob stiski ljudi nudil moralno podporo prizadetim državljanom in vključenemu osebju ter 2-krat obiskal prizorišče. Spoštovani gostje, želim vam uspešen in prijeten dan. Hvala lepa.
Spoštovani predsednik države, gospod Borut Pahor. Dovolite mi, da se vam najprej v imenu vseh iskreno zahvalim za podarjeno jabolko navdiha. Počaščeni smo, da ste prepoznali naše delo in trud, ki smo ga izkazali pri gašenju največjega požara v naravnem okolju v zgodovini Slovenije. Danes nas je tukaj izbranih le peščica od več kot 15.000 tistih, ki smo vsak dan svojim znanjem, trudom, vnemo, željo, močjo in prizadevanjem pokazali to, kaj zmoremo, ko stopimo skupaj za skupno dobro. Priznanje, ki ga prejemamo, pomeni priznanje za našo dosedanje delo, vendar sem prepričan, da je to tudi obveza vsakega od nas za nadaljevanje našega poslanstva v dobrobit vseh nas, družbe, ki nas potrebuje, da ohranimo neprecenljivo vrednoto in to je varnost. Varnost, ki je nepogrešljiv element vsake družbe. Za nami so težki dnevi in neprespane noči, polni agonije in stresa. Goriški Kras je v parih dnevih izgubil svojo podobo. Kako se lahko razmere drastično obrnejo v parih minutah, ste videli na lastne oči, ko ste nas obiskali. Bili smo na Cirju in si ogledovali pogorišče, bilo je mirno dopoldne, oba požara sta bila na slovenski strani pod nadzorom, vršile so se zaključne dela gašenja. V daljavi v Italiji pa se je prav v tistem trenutku pojavilo več stebrov dima. To je bilo takrat zelo daleč stran, nihče si niti ni predstavljal, da je tole zatišje pred nevihto. Pred največjim požarom v zgodovini Slovenije, ki bo dobršen del Kraške pokrajine spremenil v pepelnato puščavo. Požar, ki je prišel k nam, se je zelo hitro razširil po planoti ter v dnevu dveh združil z obstoječim požariščema ter nadaljeval svojo neusmiljeno pot naprej. Pred seboj je požiral vse. Ogrožene so bile tako tudi vasi, potrebna je bila evakuacija prebivalcev. Zavijanje siren je v človeku vzbudilo občutek vojnega stanja. Narava nam je ponovno pokazala svojo moč. To, kar se je dogajalo na Krasu, se je v zgodovino Slovenije zapisalo z najbolj črnimi, a hkrati tudi z najbolj zlatimi črkami. Črnimi, ker gre za obsežno katastrofo, ki je zaznamovala tako pokrajino kot ljudi, in zlatimi, ker je tako zelo izstopal potencial ljudi, ki so pomagali na vse pretege. Ne samo gasilci, lokalna oblast, država, prostovoljci, civilna zaščita, vojska, policija, gozdarji in mnogo ostali, marveč kar cela Slovenija z donacijami, spodbudami, besedami in zahvalami. Zelo ganljiv je bil angažma ljudi iz vseh koncev države, ki so takoj, ko so se pojavili vesti o zelo resni situaciji, kar sami od sebe začeli razmišljati, kako bi lahko pomagali gasilcem, domačinom. Sledila je veriga dobrih dejanj, od najmlajših pa do ostarelih, ki so prizadete pognali celo v solze, posredovalcem pa vlile veliko energije za nadaljnje delo. To, kar znamo Slovenci na tekmah, smo prenesli celo na in ob ceste kraških vasi. Odvijali so se prizori, ki jih nedvomno ne bomo pozabili, vendar moram poudariti, da ta tragedija, ki nas je zaznamovala, nas je na drugi strani tudi povezala, srčnost je zmagala. Vsi smo bili ena sama velika, usklajena ekipa z edinim skupnim ciljem zmagi v boju proti grozeči nevarnosti požarni stihiji. Ne gre pozabiti niti tega, da smo delovali na področju, ki je zelo onesnaženo z neaktiviranimi ubojnimi sredstvi iz prve in druge svetovne vojne. Dnevno je bilo iz požarišč slišati pokanje, kot da bi bili na bojišču, a kljub temu se nismo prestrašili in ne vdali. Dekleta in fantje so pokazali veliko mero poguma, neverjetno človeško požrtvovalnost, čut do sočloveka, pripadnost in tovarištva. Delovali so v nevarnih okoliščinah in dobesedno reševali imovino in življenja. Nesebičnost in solidarnost je preplavila Kras. To pokanje nam je nenehno vzbujala zaskrbljenost, da se jale nikomu kaj pripetilo. In res je, sreča je bila, da glede na razsežnost požara in številčno prisotnost sodelujočih nismo imeli kakršnikoli drugih hujših telesnih poškodb ali smrtnih žrtev, kot je bilo to pri naših sosedih nedavno tega. Gašenje tako obsežnega požara oziroma več požarov hkrati na omejenem območju ob izrednih vremenskih razmerah je bila izkušnja in izziv za vse, za organiziranost, pripravljenost in različne načine sodelovanja. Veliko smo se naučili,
kar bomo lahko s pridom uporabili, da bomo lahko v prihodnje še boljši. In ne samo to, kljub prizadetosti smo bili sposobni pomoč nuditi tudi italijanskim kolegom. Uspeh intervencije je nedvomno delo takojšnje aktiviranje sil in sredstev ter neprekinjeno zagotavljanje večjega števila gasilskega kadra in opreme, kakor tudi delovanja večjega števila zračnih sil, ki so bile nepogrešljiva podpora pri gašenju. Državni načrt zaščite in reševanja za večje požare v naravnem okolju je nepogrešljiv ključ in orodje za obvladovanje intervencij tovrstnih razsežnosti. Odzivnost vseh sodelujočih enot, predvsem pa gasilcev, kaže na dejstvo dobre organiziranosti in pripravljenosti slovenskega gasilstva kot največje udarne sile v sistemu zaščite in reševanja, enega izmed 3 stebrov nacionalne varnosti, ki nam jo zavidajo tudi tuje države. Vendar se sprašujem, ali res znamo to ceniti, kar imamo, in ali za to dovolj dobro poskrbimo. Zato bi tudi tukaj rad izkoristil to priložnost in apeliral na pristojne, da bi bili uslišani, da se prav zaradi pomena, ki ga ima status prostovoljnega gasilstva, na uspešnost opravljanja javne gasilske službe v Sloveniji treba zavzemati za njegovo ustreznejšo ureditev, ki bo prostovoljnemu gasilcu zagotavljala boljše pogoje za uspešno operativno pripravljenost gasilskih enot. Zavedati se je potrebno dejstva, da sta solidarnost in prostovoljstvo tisti vrednoti, ki družbi dajeta plemenitost, upanje in zavest, da lahko na njuni osnovi uspešno premagujemo težave današnjega časa in tudi prihodnosti. Naj še zaključim. Kot vodja intervencije bi se rad tudi osebno zahvalil vsakemu posamezniku, ki je na sleherni, nesebičen način svojo požrtvovalnostjo pripomogel k temu, da smo skupnimi močmi usklajeno, uspešno pogasili največji požar v zgodovini Slovenije in ponovno dokazali to, da je le v slogi moč. Hvala vam. Gasilskim pozdravom na pomoč.